govori. Tako. Ok, zdaj pa če greva nazaj na knjigo, knjigo je Tvoja ljubezen, je to res. Torej, to je knjiga, ki se v bistvu bolj ukvarja z odnosi, ne? Bi nam lahko malo več povedala? Ja, ta knjiga, smo na knjižnem sejmu. Slogan tega knjižnega sejma, jaz sem namreč tudi velik oboževalec knjižnega sejma in ne morem, da ne bi povedala, da na tem sejmu je slogan, ker je brez izstopine, kupi knjigo več. Ne, ni treba kjerokoli drugo knjigo, kupi knjigo več. Drugače pa ja, ta knjiga govori predvsem o odnosih, se pravi, govori o odnosih, ki ga imamo recimo z partnerjem, o odnosih, ki ga imamo z starši, o odnosih, ki ga imamo z otroci in na koncu seveda pridemo do odnosa, ki ga imamo sami seboj. Skratka, ta knjiga je primerna za vse, ki, a veste, ti občutek, ne, če bi se cel svet spremenil, če bi se cel svet spremenil, potem bi bil jaz kresen. A veste, ta knjiga je namenjena predvsem temu. Skratka, če bi me starši imeli radi v mladosti, pa ne bi bil tak, kot sem. Pol, a veste, če bi partner kasneje me res malo cenil, ne, pa bi me podpiral, pa bi jaz zihar bil drugje. Pol je naslednja, recimo, veste, šef me sploh, mislim, šef me na cen, sploh ne. Veste, za vse take ljudi je to za nas, ne, taka že za me. Skratka, cel svet bi mogel mečka malo drugačno res, ne, seveda tudi mi, ne, ampak rečem nam pa svet, da bi bili mi srečni. In to je vsebina te knjige. Kako se s tem, ker večinoma se zgodi, da starši se ne spremenijo, šef se ne spremeni. Otroci grejo čez take faze, da kome človek spremlja, kje se spremenjajo, kje se ne spremenjajo, informacije nikoli ne spremenijo na tist, ker ravno hočemo. Tako da ta knjiga je torej za vse tiste, ki imate mogoče težave z sprejemanjem sveta v sebi. In seveda na koncu nas pa pripelje do tega, da je to vse v nas. Skratka, če damo čisto konkreten primer, recimo, ne, šef je z mano nesramen, niso me poslušali na tem sestanku, delajo se z mano zelo nespoštljivo. Najprej se seveda vprašamo, je to res. Res je, tako je, ne? Moramo biti iskreni, ja, res je. Drugo vprašanje. Ali je lahko zagotovo res, da te niso upoštevali, da niso poslušali tega, kar si, da niso bili spoštljivi za tega. Je to čisto zagotovo res. Če se malo bolj poglobiš, pa nisi več čisto zagotovo pripričan. Ja, dostikrat ugotovimo, da mogoče tudi mi nismo bili čisto jasni, da smo mogoče tudi mi se malo nazaj držali, da včasih pa seveda lahko ugotovimo, da je krivda čisto na njihovi strani. Vedno imamo pravico do žrtve. Vedno, jaz pravim. Jaz sem dostikrat, ja, vedno imate to pravico. Sam ni ta pravica taka, ki bi jo človek velikokrat izvrševal. Vse se gre samo za to. Ne gre se za to, da zdaj se reče, moj šef je pa angelček, pa to gre se za to, da pri tretjem vprašanju, kakšen je moj odziv na to misel, da vidim, da se tega razbremenimo. Jaz grem lahko na naslednji sestanek mirjena, vedoč, da verjetno ne bojo sprejeli tega, ki bom rekla, torej bom kaj ne bila. Probala mogoče na drug način povedati, mogoče probala njihovo taktiko, mogoče pa šefu bo to všeč, oziroma če nikamor ne bom dala odpoved. Zakaj ne? Skratka, realno bom pogledala, ne bom šla s čustvi napadla in popolnoma zgubila realnost, ki je pred mano. Zato potem tudi zadnje vprašanje seveda, kdo bi bil brez te misli, da tega se je res dobro poljubiti, ker brez misli ni težav. Katere so